Ja, relativno zgodaj, jaz sem se potem tudi umaknil iz tega ekstremnega alpinizma. Seveda ljubezen do gora sem ohranil in jo bom ohranil do konca in vedno grem rad pogledati in tudi podoživljam stvari. Konkretno aktivno sem se umaknil, zato ker alpinizem je taka dejavnost, da jo je smiselno gojiti, delati, se z njo aktivno ukvarjati, če jo znaš in zmoreš početi na visoki ravni, če jo znaš in zmoreš delati na kvalitetni ravni. Saj ni treba ekstremno vrhunski, ampak da si suveren v njej, kot se reče, da lahko so to klasične smeri, tretje, četrte, do pete stopnje ali še lažje. Ampak da si suveren v tem, da dobro delaš, da kvalitetno delaš, da imaš potem občutek zadoščenja in miru. Če zdaj zgubiš neko tako psihološko trdnost ali če se spremeni tudi neka motivacija, kot se je tudi pri meni, je potem težko to delati na silo. Ne moreš jo delati samo kot staro ljubezen, ne. Ali je ta ljubezen močna, živa, prisotna, ali pa bolje, da ostane med spomini in greš po lahkih poteh. Jaz sem takrat spremenil potem tudi motivacijo, začela me je zanimati kulturna zgodovina, umetnost, književnost, filozofija, duhovnost, duhovne, mistična izročila človeštva. Najdeval sem v teh izročilih precej sorodnosti z lastnimi izkušnjami, prav iz gora, to je bila zelo pomembna vez. Ta duhovna prestavitev ali preselitev v drugačno stanje zavesti, to je meni bilo zelo dobro znano. Hkrati seveda duhovnost te dviguje potem še do nekega mogoče bolj osebnega smisla. Sem pa čutil potrebo, da napišem knjigo, bodisi zase, bodisi za druge, za skupnost, zase zato, da bi refleksivno, ne, z razmišljanjem ponovil nekatera doživetja. Kajti doživetja se ponavadi tako zgodijo neposredno, v živo. Dogodki, politični, ljubezenski, doživljajski, plezalni, športni, ne, jih ti preprosto v nekem zagonu, polne volje in moči jih doživiš in jih izpelješ, se ti zgodijo. Potem v drugem koraku, ne, pa jih lahko refleksivno ponoviš z razmišljanjem, z to ponovitvijo, ne, simbolno, refleksivno. In ta tudi drugi korak se mi je zdel zelo pomemben, ker vidiš nekatere stvari na nov način ali pa jih bolje osmisliš, jih povežeš, ne. Saj to je kot tista zgodba Odiseja, iz Homerjeve Odiseje. Odisej, potem ko je že izgubil vse tovariše in ladjo in ostane sam in potem ga nimfa Kalipso tudi spusti tik pred koncem, ne, pride na tak čudežni otok, magični otok, kjer živi pravljično ljudstvo Fajaki. In on tam njim pove vse za nazaj. In mi tako preko njegove pripovedi za nazaj izvemo Polifem, Kirka, Sirene, vse te zgodbe za nazaj. In on pravzaprav tako je, ne, če čisto konkretno, tam so imeli enega pesnika v tem ljudstvu Fajakov, Domodoka, ki je opeval malo tako mitološke zgodbe za nazaj, kot smo mi prej govorili o raznih velikih vzorih, ne. In potem ga Odisej vpraša tega pesnika, pesnik vidi, ne, tako tiste stvari, ki zmeraj so, in a poznaš tudi zgodbe iz Troje? Ja, in reče, seveda, lahko tudi o njih zapojem. No, daj prosim, zapoj še teh zgodbah iz Troje, kjer je Odisej bil 10 let, ne. In pesnik zapoje. In Odisej dobi solze v oči. In kralj, gostitelj, ki ni točno vedel, kdo je Odisej, ne, je bil še vedno neznani tujec, reče Odiseju: tujec, zakaj jokaš? Kaj je narobe? Povej nam, kdo si. Ne spodobi se zdaj, da bi se skrival pa lagal. In Odisej pove: jaz sem Odisej, jaz sem tam bil, jaz sem vse to izkusil, sem bil pod tem zidovom Troje. Ne. In vem, da smo trpeli mi, ampak so trpeli tudi oni,
ta drugi, Trojanci, ne, in potem začne povedati vse za nazaj, ne. Tako je v človeštvu, se večkrat ta mlin tako obrne, najprej jih na silo doživiš, potem pa skozi pripoved te stvari dobijo šele svojo pravo globino in se podajo lahko drugim. Knjiga je bila neke vrste zaključni, neki poskus sklepa ali obračuna, če tako rečemo, ja, tudi z mano kot plezalcem. Seveda sem potem šel tudi še kaj in še grem kaj lažjega ali pa kaj splezat, bom, upam, tudi še šel, ampak ne več na tak način, ne. Tako da ta roman nekako konča tisto obdobje mene ali pa mojega sveta, recimo, v katerem sem plezal in odraščal, ne. Seveda nisem povedal vsega, ni vsega še, ni še vse predelano, ampak je neka zaključena celota in ta, ko postaviš neko piko, neko zaključeno celoto, se potem odpre možnost tudi prihodnosti.